Zdravo, otroci! Po dolgem času se spet družimo. Kako lepo vas je videti! Za nami je velika noč, ko se spominjamo najlepšega in najbolj veličastnega dejanja v zgodovini človeštva. To je Jezusove smrti na križu in njegovega vstajenja. Preden začnemo z današnjo svetopisemsko zgodbo, pa skupaj zapojmo pesem našemu Bogu na slavo. Najboljši Oče v vesolju sem, če sam sem, on je vedno tu. V moj nemir in strah on daje mir, in da svoj mir bo tebi dal. Super, super očka, ni boljšega očeta v nebu, ne na zemlji. Super očka, najboljši oče na svetu sem. Če jokam, on tolaži me, in vedno, ko ga rabim, on je tu. A bi ga rad spoznal še ti. Super, super očka, ni boljšega očeta v nebu, ne na zemlji. Super očka, najboljši oče v vesolju sem. Za vse odgovor on pozna, vse stvarstvo njemu kralju klanja se. On večen je, po me prišel bo. Super, super očka, ni boljšega očeta v nebu, ne na zemlji. Super očka, Bog je super očka, on me zares pozna in on me res razume. Super očka. Najboljšega očeta našel sem, lahko ga najdeš tudi ti. Če rad bi, da on bil bi oče tvoj, potem ga le zaprosi to. Super, super očka, ni boljšega očeta v nebu, ne na zemlji. Super očka, Bog je super očka, on me zares pozna in on me res razume. Super očka moj. Otroci, želim si, da še skupaj natančno pogledamo to neverjetno, resnično zgodbo o Jezusovi smrti na križu in njegovem vstajenju. Zato vas danes vabim, da se pridružite temu potovanju, na katerem bomo spoznali, kaj vse je Jezus doživljal v zadnjih trenutkih pred križanjem, zakaj in kako je trpel na križu in tretji dan vstal od mrtvih. Danes prisluhnite o tem, kako je Jezus preživel večer pred križanjem. Tisti večer je Jezus prišel v vrt Getsemani s svojimi učenci in rekel jim je: sedite tukaj, dokler bom molil. S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Jezusa je takrat postalo zelo strah.
tako zelo, da je začel trepetati od strahu. Saj je vedel, kako grozno trpljenje ga čaka. Učencem, ki so bili z njim, je rekel, da je žalosten do smrti, kar pomeni, da je bil zelo žalosten, tako da je že čutil telesno bolečino. Učencem je rekel, da naj ostanejo tukaj in naj ne zaspijo. Šel je malo naprej in goreče molil k Bogu, svojemu nebeškemu očetu. Molil je, da če je mogoče, naj gre ta ura mimo njega, in s tem je mislil trpljenje na križu. Molil je tako: Aba, Oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Kelih predstavlja kelih trpljenja. To trpljenje je občutila Jezusova brezgrešna duša, saj on je bil popoln in ni storil nobenega greha. S tem, da je prostovoljno umrl na križu, je prevzel nase vse naše grehe. Padel je pod Božjo obsodbo in smrt, ki je plačilo za greh. Kazen, ki smo si jo mi zaslužili, je on prevzel nase. Jezus je bil v celoti pripravljen izpolniti Božjo voljo, voljo svojega nebeškega očeta. Čeprav je vedel, da bo na križu grozno trpel in bo prenašal hude bolečine, je molil, da se zgodi Božji načrt in to, kar želi njegov oče. Nato je šel pogledat učence in zagledal je, da spijo. Petru je rekel: Simon, spiš? A nisi mogel 1 uro ostati buden? Jezus jim je rekel: Ne spite, ampak molite, da ne pridete v skušnjavo. Vaš duh je močan, a vaše telo je slabotno. Jezus je nato spet odšel in molil z istimi besedami. Ko se je vrnil, je spet odkril, da njegovi učenci spijo. Učenci niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. In ko je prišel tretjič, jim je rekel: Še vedno spite in počivate. Dovolj je, ura je prišla. Zdaj je Sin človekov izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. In ko je Jezus še govoril, je prišel Juda. To je bil njegov učenec, ki ga je izdal. Z njim pa je prišla množica ljudi, ki so držali meče in kole. Poslali so jih veliki duhovniki, pismouki in starešine. Juda jim je dal znak in je rekel: Kogar bom poljubil, tisti je. Tega primite in ga varno odpeljite. Juda se je približal Jezusu in mu rekel: Rabi, kar pomeni učitelj, in ga poljubil. Ljudje, ki so prišli po Jezusa, so se mu takrat približali in ga prijeli. Eden izmed Jezusovih učencev je hitro vzel meč in udaril po služabniku velikega duhovnika ter mu odrezal uho. Tedaj jim je Jezus rekel: Kakor po razbojnika ste prišli po mene, z meči, da bi me prijeli. Skoraj vsak dan sem učil v templju, pa me niste prijeli. Toda naj se izpolni Božja beseda. In vsi so zapustili Jezusa in zbežali, ker so se prestrašili. Samo služabniki velikega duhovnika so ostali z njim in ga odpeljali. Le nek mladenič je šel za njimi. Zgrabili so ga, on pa je pustil svoja oblačila in pobegnil.
Jezusa so nato odpeljali k velikemu duhovniku na zaslišanje. Tam so bili zbrani vsi veliki duhovniki, starešine in pismouki. Peter, Jezusov učenec, pa je šel na skrivaj z njimi noter, do palače velikega duhovnika. Sedel je s služabniki in se grel pri ognju. Ves veliki zbor, to je bil najvišji organ Judov, ki so ga sestavljali veliki duhovnik, pisarji in starešine, je iskal krivdo na Jezusu, da bi ga lahko usmrtili. Vendar ničesar niso mogli najti. Veliko jih je po krivem pričalo proti Jezusu, a njihova pričevanja so se zelo razlikovala. Lažnivo so govorili o njem. Rekli so, da so slišali Jezusa, ko je rekel, da bo podrl tempelj, ki je zgrajen z rokami, in v 3 dneh sezidal drugega, ki ne bo zgrajen z rokami. A tudi to pričevanje se je razlikovalo. Tedaj je veliki duhovnik stopil v sredo in rekel Jezusu: Nič ne odgovoriš. Kaj je to, kar ti ljudje govorijo o tebi? Jezus pa je molčal in ni odgovarjal. Veliki duhovnik ga je vprašal: Si ti Mesija, sin slavljenega? Jezus mu je na to odgovoril: Jaz sem. Tedaj se je veliki duhovnik razjezil in rekel: Dovolj smo slišali, ne potrebujemo še več prič. Slišali smo bogokletje. Kaj se vam zdi? In vsi ostali prisotni so se strinjali, da Jezus zasluži smrt. Nato so nekateri ljudje začeli pljuvati v Jezusa in ga pretepati. Norčevali so se iz njega in se mu posmehovali. Otroci, današnjo svetopisemsko zgodbo bomo tukaj zaključili. A si lahko predstavljate, kako zelo je Jezus trpel za nas? In to je storil čisto prostovoljno. Nihče ga ni v to prisilil. In pokriven je bil obsojen. Ničesar ni naredil narobe. Ljudem je pomagal, jih čudežno ozdravljal. Ni storil nobenega greha, a je bil vseeno obsojen. Pomislimo, kako grozno je nam, če nas nekdo po krivem obsodi. Na primer, da te učitelj obsodi za nekaj, kar nisi storil. Že takrat nam je hudo. Predstavljajte si, kako hudo je bilo Jezusu. Že pred križanjem je zelo trpel, ko so ga drugi pretepali. Kaj šele na križu? To je bilo strašno trpljenje in bolečina. Jezus je prosil, da se zgodi samo Božja volja, tudi če bo moral iti skozi trpljenje. Molil je k svojemu nebeškemu Očetu, da naj se zgodi to, kar on želi, ne glede na vse. Ali smo Jezusu v tem podobni? Ali molimo, da se vedno zgodi Božja volja? Ker veste, otroci, Božja volja je najboljša za naše življenje. Če Jezus ne bi poslušal svojega Očeta in njegove volje, ne bi nikoli umrl za naše grehe. Mi pa bi ostali grešniki in bi bili kaznovani ter za večno ločeni od Boga. Otroci, na koncu molimo skupaj k Bogu. Zahvalimo se mu za njegovo prečudovito žrtev na križu.
in molimo, da nam pomaga, da vedno iščemo samo njegovo voljo za naše življenje. Dragi Jezus, iz nas srca smo ti hvaležni, da si umrl za nas na križu in tako nase vzel vse grehe in kazen, ki si jo mi zaslužimo. Hvala ti, da si nam smrtju na križu pokazal, kako neizmerno nas ljubiš in da so nam grehi v celoti odpuščeni, če jih priznamo tebi in prosimo za odpuščanje. Dragi Jezus, niti si ne znamo predstavljati, kako grozno si ti trpel za nas. Resnično ti hvala. Hvala ti, Bog, naš nebeški Oče, da si nas, grešne ljudi, tako vzljubil, da si dal za nas svojega edinega Sina. In hvala, Jezus, da se lahko veselimo, ker si ti tretji dan vstal in živiš. Bog, pomagaj nam, da vedno iščemo tvojo voljo, tako kot jo je iskal Jezus. Naj se za naše življenje zgodi samo tvoj načrt. Amen. Otroci, prišli smo h koncu. Super se je bilo spet družiti z vami in že se veselim naslednjega srečanja. Adijo!